in ko vidiš Stingerja od zgori, presežem, da zgleda, kot da bi bil Aston Martin. Dobro jutro. Preden se spakiram v Ljubljano, bi rad preizkusil eno zadevo, ki Ford reče Good Neighbor Mode. Veš, kaj jaz imam kupenih sosedov? In ta Good Neighbor Mode, če ga vklopiš, ne bi izpuh naredil tiši, ne vem pa čisto točen, koliko tiši. Jaz ga bom vklopil, pa da vidimo, koliko je ura. A veš, lele na volanu moraš pritisniti konička, Mustanga. Lega tegale. Quiet start on. Pa je tiši. Pol popoldne vprašam sosede, če sem jih zbudil, a sem jih zbudil. Okay, let's cut this shit out. Sport Plus mode. Zdaj pa dosti banci je z Mustangom, na vrsti je tale zanimiv rdeč avto, prihaja z Koreje, pa mislim, da ga kar vsi že poznate, Kia Stinger. Pa folk dostikrat slišim, ko rečejo, stari, take Kie pa še ni bilo. Guess what? Ja, take Kie res še ni bilo. Še celo v svojemu vlogu, takrat, koliko je bil, 115, 117, to je bilo enkrat januarja 2017, sem dal tak naslov, take Kie še ni bilo. Pa se mi zdi, da je kar malo predolg trajal, da je prišla do komotar minuta, zdaj pa tukaj, pa bi se rad lotil detaljno. Ne bomo se veliko vozili, ampak boste pa veliko zvedeli. Tudi jaz sem se ogromno naučil tega avta, ker je bila to zame čist sveža izkušnja. Pa dajmo mogoče začeti kar pri srcu. 6-valjnik, V oblike, 370 konjev, 270 km/h, končna hitrost. Malo ga moram pokazati, ne? Da ga takole vse skupaj izgleda. Mogoče en zanimiv podatek, Kiini inženirji so se fejst potrudili, da je motor nameščen čim nižji, kakor je pač lahko, pa da so ga porinili čim bolj nazaj. A veš, če ti v havbi porineš motor čim bolj nazaj, to pomeni, da je bolj za vozne lastnosti, da ti cel sprednji del v zavojih manj ven sili. In vozna dinamika je ena stvar, na katero so pri Kii zelo ponosni, pridemo pol do tega. Je pa tale napis turbo po eni strani dost atraktiven, pa agresiven, ampak tudi malo 80s se mi zdi. Kar se oblike tiče, Kia je probala ustvariti dinamičen avto, tak, ki bi izgledal hitro, tudi takrat, ko primer stoji. Meni se zdi, da so stvar naredili z ena A črtico, super zgleda. Detajli so recimo v nulo poštimani, tudi vsebina žarometov zgleda atraktivno, odbijači dobro zgledajo. Še posebej mi je všeč tale detajl, ki je sicer totalen fake, veš, zgleda, da imaš en šrauf, pa tudi dol snamaš, pa jih je noter 5, tako kot ponavad. Pa tele dva, ki zgledata ful dobro, še posebej, če avto pogledaš z tega kota, recimo, sta tudi fake. Tukaj se verjetno folk deli na dva kampa, ne? Na tiste, ki jim je všeč, da dobro zgleda, pa jim ni mar, da so fake, pa na tiste, ki čisto norijo, če je kakšna stvar fake. Tudi od zadaj pa avto zgleda totalno menes, 4 rori, ki takole vidim, da na televiziji, mislim, na zaslone zgledajo toliko veliki, ampak so kar ogromni so kar ogromni izpuhi. Pa tudi pol, ki se spustiš v detajle, mislim, tale pritajen spoiler, pa kako se luč noter zajeda. Vidiš, kako dobro zgleda? Ok, cajt za kabino, gremo v senco, ker če grem jaz zdajle sem noter, bom prijetno do pretežno skuhan v glih 2 minutah pa pol. Kar se kabine tiče, stari, že osnovni Stinger ima ful bogato serijsko opremo. To je treba pohvaliti. Pa zdajle, ki je zunaj 180 stopinj, moram pohvaliti tudi eno funkcijo, ki se imenuje hlajenje sedežev, tukaj le vklopiš. Vidiš, kako izgledajo stikala tukaj na robu sredinskega grebena, tukaj imaš ogrevanje volana, pa parking senzori, pa določanje kamer, tukaj imaš start, stop, off, pa imaš pa hlajenje ali pa valjda gretje sedežev in hlajenje res dela bomba. A zakaj to poudarjam? Zato, ker imaš tudi avtomobile, ki imajo hlajenje sedežev, pa jaz vseeno ven vedno stopim prešvican, tukaj pa ne. Pa kar se dizajna celotnega kokpita tiče, to se pravi stvari, s katerimi je soočen voznik, jaz moram reči, da je razmeroma clean tip, ki je glede na sodobne trende velik, ampak so prvič dost velike, drugič pa zelo razumljivo vse skupaj sestavljen, mislim postavljen. Za tele zračnike folk pravi, da jih Kia kopira od Mercedesa, pa ne pozabiti, da je Kia koncept za ta avto predstavljal že 2011 in imel identične zračnike, tako da ne mi govori, da so taki, ki v e-kupeju, a prav? Pa tudi nasplošno se, ko se dotikaš stikal, vsi kliki pa klaki, predvsem tale drive mode za zbiranje voznih programov, gumb mi je fajn, da ima ta glih ta prav odpor. A veš, to so oni detajli, ki kabino iz dobre naredijo v zelo dobro ali pa odlično. Pa tudi volan mi je všeč, veš zakaj? Ker je razmeroma majhen, ker je glih prave debeline, ker tudi v kontrasmer se gre včasih predaleč, ne, da so predebeli, pa pol nimaš ta pravega občutka. Tale del je taka svetleča plastika, pa mi gre malo netra, ker skozi vidim svoje vtise gor. Ampak all in all, malo svetleča plastike, rajši imitacije
aluminija, se ne vidi toliko odtisov, prahu pa valjda še manj. Ker se tega prostora tukaj spredaj tiče, pa konec koncev tudi druge vrste, kakšni večjih zamer nimamo. V drugi vrsti je placa full, le zdaj to. A veš, ne glede na to, da streha orang pade, kle placa sploh ni toliko malo. Predvsem zato, ker se usedeš v lukno, padeš noter in to je tudi dobro, če spredaj prav, zdaj sem imel malo bolj hiter pelan. Imaš ti tukaj zadnji boljši feeling, ki bi ga imel, če bi takole sedel. Veš, kaj hočem reči? Pa še nekaj, je res, da globoko sediš, ne? Jaz sem visok 1,75 m, jaz imam placa še dost. Za glavo, če si 1,80 m, tudi še nekaj gre 85. Drugače pa armaturka, lej, zgleda takole. Generalno gledano so tudi materiali, ki jih je Kia uporabila pa dala okrog potnikov dobri, pravzaprav so zelo dobri. Malo me je recimo zmotil, ker sem pa vsem špricnil na net pogledat, kaj pa Matt Watson iz Car Wow rekel, pa je začel tole grabiti, pa prav, kako se to premika. Stari, kolikrat pa ti priješ v avto pa rečeš, kako se to premika? Ne prav doskrat, ne? Ti bi rad, da zadeve ne škripajo, ti bi rad, da zadeva, ki jih mogoče se takole dotakneš, kaj uporabljaš, da imaš feeling, da je vse skupaj dobro sestavljen in to tukaj noter ziher je. Obenem moram pa uporabiti še eno dosti oguljeno frazo Kia close but no cigar. To v bistvu pomeni, da je naredila Kia ogromen skok naprej, da je ta kabina v vseh pogledih zelo dobra, ampak da imajo tisti premijski tekmici, ki se pa v tem svetu gibajo že nekaj časa, vse še malo prednosti pa malo lufta. A kakšen konkreten primer te zanima, recimo tale sredica volanska. Ampak če nisi smotan v božjo mater, ne, te tak detajl ob vsem tem, kar ti ta avto ponuja, ne bo zmotil. Kufer v primerjavi s konkurenco zadovoljiv, zdaj pa kva sploh je konkurenca, ne vem, A5 Sportback, od Audija. Všeč mi je, da se Kia odločila za tak način odpiranja, da ni tukaj klasično limuzinskega, kar pomeni, da bi imel tukaj točen takole lukno, pa nič večje, tako imaš pa dostop ogromen. Je pa tale kufer, kakorkoli obrneš, mal plitek, temu se pa niso mogli izogniti. Pa tudi tukaj kakšna razlika v primerjavi s premijskimi tekmici, zato ker ponovadi se te zadeve pri drugih avtomobilih ne gubajo. A veš, premijskim tekmicam so tele fore mal tuje, vidiš? Pa kaj še manjka, da bi lahko zadnje zice podaril z vzvodom, se pravi en tukaj pa en na drugi strani kufer, una ročka, ki narediš. V končni fazi pa spet neodvisen, koliko si zahteven, lahko pa sam tole narediš. Pa je vseeno okej. Mi je pa še ena stvar ful všeč. Veš, takrat, ko parkiraš, pa imaš pol na voljo 360-stopinjski pregled okolice, je vedno na sredini grafika avtomobila, ko pač avto zgleda od zgori. Mi je ful všeč, ko daš v records, pa se tukaj slikca pokaže in ko vidiš Stingerja od zgori. Presežem, da zgleda, kot da bi bil Aston Martin. Le zdaj to. Daj ne mi reči, no, a je to Aston ali ni to Aston? Se ne vem, je to pohvala za Kia, a je to graja. Meni se zdi fajn. Mislim, kdo ne bi imel Aston Martina. Kia je super, ampak Aston Martin. Kama. Ok, zdaj pa kako se ta avto pele? Če bi zelo posplošil, po vse skupaj odpiku v 15 sekundah, bi rekel, da sem pozitivno presenečen, da so inženirji dobro pravijo svoje delo, da zna dobro izkoriščati vozne programe, od navadnega do Sport Plus, da dobro blaži, da je pravzaprav na en način ta prav GT. Tak, uživaški avto. Ampak veš, da avto, generalno gledano, pride do takšnih pohval, se mora prej ogromen stvari zgoditi. Niso samo gume pomembne, v konkretnem primeru imamo Brembote na vseh 4 koncih, nisem meril kakšne zavorne poti ima, but let me tell you, boy oh boy. Avto je razmeroma težek, ampak se ostal fejst hiter tam zap. Zdaj podrobnosti glede vzmetenja, glede platforme ne bom šel. Veliko vlogo recimo igra že to, kar sem prej omenil, da je motor potisnen razmeroma daleč nazaj. Druga stvar, ta Stinger je opremljen s 4-kolesnim pogonom, lahko dobiš tudi tacga zadnjim, ampak v tem primeru moram reči, da je full luštno skalibriran. Imaš elektronsko špero, imaš vektoriranje navora, kar pomeni, da navor šviga od enega do drugega kolesa glih točno tako, kot ta avto rab. In rezultat vsega skupaj so odlične vozne lastnosti. Kaj zdaj to točno pomeni? To pomeni, da tudi, ko ti pretiravaš, avto prepozna, da se hočeš športno peljati, še posebej, če si vklopil ta prav vozen program. In takrat sprednji del ne sil preveč iz ovinka, pa ne samo to, tudi zadnji pogon takrat prije bolj do izraza, pa dobiš tudi mal tegale. Ni pa to drift mašin, da se nam narobe razumeli, pa ne samo to, obstajajo tudi veliko bolj športni avti v tem segmentu, ampak all in all, če pogledaš celostno, kako se pele Kia, karco dol. Pa da se ta avto skupaj drži, pa da je razmeroma čvrst, pa konec koncev tudi tih, ki se peleš po švoh podlagi, ni zasluga sam šraufov pa varov. A vsak Stinger ima vse tudi več kot 130 metrov posebnega industrijskega lepila, da je vse skupaj še malo bolj kompaktno. A če imam pri vožnji kakšne posebne zamere, stari valjda, da jih imam, lej, oblika terja svoje, kar pomeni, da se iz Stingerja ne vidi ven dober, obenem mislim, da bi pameten tempomat lahko še malo boljše reagiral oziroma malo hitrejši, ko se ti umakneš na pas, kjer ni nobenega pred tabo, tako pa malo predolg čakaš. Pa mislim, da če bi Kia še malo popedenala podvozje, pa če bi pikico bolj natančen pa odziven bil krmiljene, da bi tale avto pa ta setup s tem podvozje zlahka prenesel tudi 500-550 konjev. Ker tist, stari, tist bi bil šele fun car. A ja, pa ta glavna,
Ta glavna zamera je pa valjda zvok. Orang motor, orang zmogljivosti, ki smo bili pa na Racelandu, pa sem poslušal najprej Mustanga, pa konec konca tudi Megana RS, ki luštan prtka, pa pol tega sem mislil, kaj je to Kia? Je to električen avto? A veš, da boj, da so Stingerji v Ameriki dost glasnejši, da so bolj na... Ja vem, vi ste šli bolj na udobje, na eleganco, na potovalnega GT-ja, kar ta avto tudi je. No in to je bil moj razmeroma kratek, pa upam, da ne preveč zatežen review avtomobila, na katerega vem, da ste vi, pa tudi jaz, zelo težko čakali. Pa če se vrnemo spet na začetek, ne, drži, Stinger je Kia, kot je še ni bilo, rad pa bi, da je takšnih Ki še več.